Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa gledate današnjo uro resnice. Danes sta z nami tukaj Aljuš Pretinač, naš stalni komentator, in pa naš poseben gost Roman Vodeb, znani slovenski psihoanalitik, eni pravijo zloglasni psihoanalitik. Ne. Predvsem smo Romana danes povabili zato, ker sem današnjo dajo nekako naslovil psihoanaliza slovenske politike, ker se mi zdi, da nekatere poteze pa nekatere izjave nekaterih akterjev na slovenski politični sceni dobesedno ne potrebujejo več samo politične analize, politične kritike, ampak tudi analizo z nekoliko drugačnim pristopom, in zato je tukaj z nami danes gospod Roman Vodeb. Zdaj, Roman, če začnem s tabo, ne? Ko smo se pogovarjali za to oddajo, si me opozoril na dve stvari. Eno stvar je, da si nekako podceno te pritiske, ne, sedanje vladne koalicije na to, kar pač novinarje pa komentatorji izrečemo javno ali pa kako napišemo, objavimo, ne, in da zaradi tega si nekako pod pritiskom oziroma morda celo skoraj, da ne upaš povedati vsega, kar bi lahko povedal. A to drži, kako? Ker to je namreč grozljiva situacija na nek način, ne? Jaz imam eno dikcijo, da sem brez dlake na jeziku, pa pol na odru še kako depilacijo upeljem, ampak jaz sem kar trdo kožo, ne? Jaz si veliko upam. Imam jajca, se reče po trbovsk. Ampak drugi novinarji vedo, politični analitiki tudi, ki si upajo razvezati jezik, ki znajo biti kritični, vedo, da sem jaz policijo domov dobil, da tale Klakočarka meni pošlje policijo in mene policija zdaj preganja. Ukinila je oddajo oziroma cenzurirala skozi Akos Faktor, ne? In zdaj to je posreden pritisk na vse politične analitike, ki znajo kritično misliti aktualno politično sceno. Jaz načeloma pa skozi psihoanalizo se lotevam politične analitike na čist drug način in sem konsistenten. In obstajajo zakoni, ki dovoljujejo, da se akademski diskurs lahko odkrije tudi v politiko. In jaz, ker sem to naredil, Klakočarki ni sledila interpelacija, noben izgibanja Svobode ni nazaj držal, ne. Jaz sem sicer povedal tako neuradno, kakšne simptome ima, simptomi, katere bolezni so to, bolezni. Če jaz pa razumem, vse, kar si ti rekel o predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, sodi pod ta tako meni strokovni diskurs, kako? Seveda, pa metaforo sem uporabil. Lingvisti pravijo, da skrajšamo 5 minut govora, uporabimo metaforo. Nisem od slona med porcelanom uporabil, za njo bi rekel slonica. Slon med porcelanom je golob. To je za njega velja. Sem pa uporabil metaforo, kako naj rečem, sem prej rekel, preden sem to metaforo, da je takšna kot podivjana kobila, ki jo ne more noben jezdec osedlati, tako rita. In vse se je skazalo kot resnica. Vse, kar sem jaz v Faktorju povedal, ne enem, večjih. Ko je ona zagotovila, da nobenega ne bo tožila, v enem novoletnem intervjuju, ona je prelomila svojo obljubo in me tožila za nazaj, za en Faktor, kjer smo z Aljušem tematizirala profilirane Urške Klakočar Zupančič. Pa še tako ne rečem, jaz sem sicer obljubil, da ne bom izdal vira, ki mi je to povedal. Je rekel, jaz Urško poznam v nulo. Vi ste jo boljš profilirali, kot bi jo jaz, ki jo poznam res v nulo. Pa ne samo njo, tudi njeno mamo in očeta. Sem rekel, bi vi upali novinarjem to povedati, pa je na sodišče, ko se jaz branim, a to pa raj ne bi. Ne? Se pravi, vsi potihem vedo, da imam jaz prav, ampak ta pritisk, totalitarni režim, to je Urška Klakočar Zupančič, to, kar dela na meni, posredno ustrahuje ostale politične analitike in si ne upajo, ali pa ne upate, mogoče sta vidva izjema, povedati vsega tistega, kar se vidi. Tudi jaz ne upam vsega, ker doma meni govori, pazi maj, imamo skupno imovino, pismo, da se ne bojo na hišo usedli, ker mene tož tudi kakšna Katarina Keček, ki je tam me demolirala v Faktorju. Ne, tako da na mene so taki pritiski, pol biti Vodeb ni ravno enostavno. Zdaj, jaz vsem pričakujem, da boš ti lahko danes, bom rekel, normalno govoril kot se, bom pa mogoče jaz par stvari povedal namest tebe, recimo, ne? Pa bomo potem skupaj komentirali. Zdaj, Aljuš, a si ti zdaj tudi v tej kategoriji, ker jaz sameč nisem, da ne upam kaj reči, ne? Oziroma, da me je strah, recimo, takih običajnih groženj. Romana razumem, ne? Te stvari pač niso prijetne, ne? Jaz nisem bil še deležen pač nekega preganjanja s policijo, sem pa bil posredno soudeležen v teh zgodbah, o katerih on govori, ne? Kot urednik in voditelj oddaje, pač, v kateri je on tudi nastopil, ne? Jaz moram tako reči, da ta nek duh prepovedovanja ljudem, da mislijo svojo glavo, jaz bi že tu začel.
se je najbolj razširil v Sloveniji zdaj v tem mandatu te vlade, ne? Se pravi pod Gibanjem Svoboda. Kar je ne samo problematično z vidika, da se to dogaja, ampak je problematično še posebej zaradi tega, ker so oni na volitve šli s čisto drugo maksimo. Ne? Se pravi po tem, da bo svoboda govora, da bo svoboda misli, ne? Da bo konc diktature, oni so temu tako rekli, konc ukrepov zoper epidemijo in tako naprej. A ne? Se pravi, oni so na nek način volivce prevarali. Jaz mislim, da en dobršen del volilnega telesa to zdaj spoznava, a ne? Da je šlo tu za neko veliko prevaro in da se oni čisto drugače obnašajo, kakor pa so napovedovali, ne? Oziroma delujejo skladno s to maksimo, ne gledati, kaj počnem, poslušaj me, kaj govorim. Ne? Je pa en del telesa, ne? To me pa še najbolj skrbi, volilnega telesa, ki pa ne glede na vse to, še zmerom je pripravljen to ne samo tolerirati, ampak celo aktivno podpirati, če to pomeni, da na oblasti ni Janez Janša. Ne? In tu se mi zdi, da je glavni problem pri nas v Sloveniji, da so nam tako ubrali te možgane, vsem nam skupaj, da je Janez Janša največja nevarnost slovenske politike in slovenske družbe, da so zoper njega ali pa zato, da njega ni na oblasti dovoljena vsa sredstva. In aktualna oblast, na čelu z Golobom, z Urško Klakočar Zupančič, tudi v končni fazi predsednice republike Natašo Pirc Musar in vsemi ostalimi reprezentanti, da jih zdaj ne naštevam, to ve in to zlorablja. Ne? Ker oni za vsako svojo potezo, se pravi, recimo, karikiram, zakaj Robert Golob kupuje predrago elektriko od svoje firme Star Solar kot predsednik skupščine državnega Borzena, zato da ne pride na oblast Janša. Ne? Se pravi, vsako svojo potezo oni lahko upravičijo čez to, da je to v funkciji boja proti Janši. Ne? In ta kredit se samo povečuje in na koncu ceno plačujemo mi, plačali bojo pa tudi oni, ker nekega dne bodo šli iz oblasti, ne? In takrat bodo za nazaj pokasirali vse tisto, kar so zdaj naredili. Zdaj, če ostanemo za hip, no, pri te Urški Klakočar Zupančič, zaradi teh zgodb, ki so se zdaj odvile, oziroma ki se odvijajo pri njej v zadnjih 2 tednih. Zdaj, vseeno, ti si v teh, ki si pisal kolumno, ne, recimo, pač za moj portal, si uporabil besedo, ki je, recimo, jaz ne bi uporabil, oziroma je nisem uporabil. Ne. Zapisal si, da pač parlament spreminja ne samo v nek hotelček za popoldanski počitek, ampak tudi v Kurban House. Dobro, se Kurban House je tako pri nas na Štajerskem, pač rečemo, to mi govorimo in to ni verjetno problem, ampak vsem si to napisal. Ne? Ja, zato, ker to tako zgleda, ne? In bom zdaj tudi utemeljil. Ampak te ni bilo strah to napisati? Ne, mislim, ni me bilo strah napisati, ker dejstva so dejstva, ne? Sej to že zdaj vsi vidimo. Sej te neki bedni poskusi opravičevanja njenega ravnanja, ki jih zdaj vidimo, lahko beremo na nekih provladnih portalih, ne, spletnih, kjer so nepodpisani teksti. Ne? Sej ne vemo, kdo je to pisal, ker je pač tekst s psevdonimom podpisan. Lahko da je Urška Klakočar Zupančič sama napisala ta tekst. Ne? Govorim o tekstu, ki je bil objavljen na portalu Necenzurirano. Ne? Lahko ga je objavila v končni fazi zaradi mene oziroma napisala direktorica vladnega urada za komuniciranje, Petra Bezjak Cirman, soproga enega izmed avtorjev pač na tem spletnem portalu. Čeprav ga je najverjetneje napisala Vesna Vuković. Vesna Vuković, ne vemo, ne? Pač ne vemo, domneva se, da ona uporablja ta psevdonim, vemo pa ne. Se pravi, tu že vidimo prvo razliko boja. Ne? Roman Vodeb, Bojan Požar, v končni fazi tudi jaz, z imenom in priimkom stojimo za tistim, kar zapišemo. In potem nosimo tudi posledice. Včasih smo tarča tudi neopravičene zlorabe oblasti ali pa nekih pač čarovniških procesov. Ne? In to strani gospe, ki je sama avtorica, ne, pač nekega pogrošnega romana o tem, kako so včasih zažigali čarovnice in ves čas ima to na jeziku. Ne? Se pravi, ime ženske, ne, najraje bi nas spravili nekam v zapor ali na grmado ali za štedilnika, kamorkoli že. Ne? Zdaj pa, če gremo nazaj, to, kar si me vprašal, ne? Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Če bi se zdaj njen mandat zaključil, recimo, da bi zdaj bile pač volitve in bi dobili novega predsednika državnega zbora, po čem si bomo mi, Slovenci, njen mandat zapomnili? Predsednice državnega zbora. Samo po teh fokslih, ki jih ona zganja in še teh hujših stvareh, ki zdaj prihajajo na dan. Čist po ničemer drugem. Začela je z plesom na rdeči preprogi, a ne na državni proslavi, kar je norčevanje iz države in iz državnih simbolov. Potem je boksala v parlamentu, potem je pela na proslavah, pa po studijih komercialnih radijskih postaj in zdaj očitno v neki pač intimni zvezi z poročenim moškim, saj tako izhaja iz tega, kar polnoletni otroci pač tega moškega pišejo na družbenih omrežjih in iz tega, kar pač anonimni viri zatrjujejo.
utrjujejo, ne, ki jo celo na nek način financira ona oziroma posredno mi preko denarja, ki ga dobi poslanska skupina oziroma stranka Gibanje Svoboda iz proračuna na račun njihovega volilnega rezultata. Ne. Vmes pa še, ko paradira mimo poslancev, pač dvigne krilo pa jim pokaže svoje noge, ne, in reče, evo, to je ta famozni prihod. Ne. Mislim, predstavljite si, da bi katerakoli dosedajšnja predsednica državnega zbora ali pa katerakoli druga poslanka se na tak način obnašala. Kaj bi se zgodilo? Ne? Pa je nočem zdaj izpostavljati, ampak vseeno, če bi recimo neka Eva Irgl, ki je v bistvu res dolgoletna poslanka, ne vem, kolikrat je bila že izvoljena v državni zbor, ne? Kdaj recimo smo karkoli od tega, kar sem zdaj naštel, od Urške Klakočar Zupančič, pa Eva Irgl ni bila nikoli predsednica državnega zbora, karkoli od tega, da smo v povezavi z njo zvedeli ali pa da bi ona to počela tako rekoč v svoji službi, na svoji funkciji. Nič od tega. Ne? In kaj bi se zgodilo, če bi se en tak primer recimo v zvezi z njo zgodil. In to je tisto, kar sem na začetku hotel povedati. Ne? Ta kredit, ki ga ima aktualna oblast, da lahko počne kar hoče, vse seveda s ciljem zadovoljevanja nekih lastnih potreb, ali materialnih, ali seksualnih, ali se ni važno kakšnih že, je neverjeten. In to se samo dviguje. Ne? Ta kredit samo raste. To se pravi, če zdaj jaz nekako zaključim, beseda Kurbenhaus tukaj ni problematična, ker dejansko kaže to, kar se pa dogaja. Ja, za mene ne, naj me kdo prepriča v nasprotno. Ne? Pač na Štajerskem tam, kjer pač ljudje pač seksajo izven nekih, bi rekel, uradnih razmerij, ali pa pač seksajo z poročenimi drugimi ljudmi, pač mi temu rečemo Kurbenhaus. Ne? Dopuščam pa, da v kakem drugem delu Slovenije to kako drugače poimenujejo. Ne? Ampak, a veš, Bojan, jaz mislim, da ni glavni problem naše države, pa predsednice državnega zbora, če jaz napišem Kurbenhaus. Ne? Problem je to, da ima ona obiskovalce, ki tam ostanejo celo noč. Ne? Se pravi, celo noč ostane človek v državnem zboru, da je imela 26 zasebnih obiskov. Ne? Da tudi v dveh mesecih. V dveh mesecih, ja. Da če verjamemo teoriji, ne, da je nekdo pozabil oddati kartico, ne, kako pol razložiti obiske, ki so trajali po 4 ure? Ne? Se pravi, popoldne je nekdo prišel in je bil 4 ure tam. Se pravi, 4-urne obiske zasebne si lahko ženska na drugi najpomembnejši politični funkciji po ustavi v državi privošči in to 26krat v zadnjih 2 mesecih, ker če se prav si zapomnil, zadalj se niti ne spremlja. Ne? Se pravi, mi niti ne vemo, mogoče je imela v prejšnjih 2 mesecih pa 46 takih obiskov, ali pa 52, ali pa 60. Ne? In to so problemi. Ampak seveda, mi se zdaj ne ukvarjamo s tem, ne? Ja. Ampak se ukvarjamo s tem, ali en pertinač tam napiše Kurbenhaus ali ne. Ne? Tu je naš problem. Zdaj, Roman, tako ti dam besedo. Zdaj, Roman, menda je ena stvar, no, ki jo ti zdaj težko poveš zaradi teh bom rekel, napadov Urške Klakočar Zupančič preko teh pristojnih služb NATO, je to, da ima ta političarka, predsednica državnega zbora, tako imenovano bipolarno motnjo. Ne? In da je zaradi tega eden od simptomov te bipolarne motnje je tudi agresivnost. Ne? Pa promiskuitetnost. Nepotešenost. Agresivnost sem se pomnil in zdaj ti dam to dam besedo. Ja. Mal naljušam rekel, jaz bi rekel tako strokovno, da je tu nek odprti oddelek psihiatrične klinike, tukaj teh pacientov, ki jih pa jaz vidim. Ne? In je zdaj prvič poplesavala Urška po unem preprogi rdeči, ampak jaz psihoanalitično razmišljajoč sem jaz teh simptomov, ki ne sodijo v poslovni oziroma politični bonton, videl takoj. Tako, ki je ona tam grlila tistega goloba. Ne? Mislim, to sem jaz videl že tam eno zaljubljenost. Ne? Sej ni pa vedela, da je Šetina v ozadju, ker se je takrat še skrivala. Rdeči štikli ne sodijo, ker rdeči štikli imajo simbol ženske pohote. Lezbike ne nosijo rdečih štiklov, razen če so cvajtaktarce, biseksualke. Ne? Večji kot je štikl, večja želja po penisu. Strogo teoretsko si ženska ne želi moškega, ampak organ, ki njej na telesu manjka, ki je prekrvavljen v rdečo. Ne, to jaz ne sodi v poslovno oblačenje. Jaz nisem psihoanalitik, ampak to, kar Roman razlaga, drži. To ve Ksenija Benedetti. To pač ne sodi v poslovno oblačenje, ali pa to, kar sem jaz tudi napisal v kolumni. Ne. To vem iz prve roke. Zakaj bi predsednica državnega zbora tujim veleposlanikom, ki so šli k njej na vljudnostni obisk, ko je bila izvoljena, razlagala, da se ločuje?
Mislim, kaj ima to veze z... Jaz sem zdaj recimo v poslu, novo počeni poslovniš, pa jaz na nobenem poslovnem sestanku bojem še nisem razlagal nekih intimnih svojih stvari tam, ali pa recimo v svojih otrocih. Zakaj bi to nekdo počel na uradnem protokolarnem sestanku? No, zakaj počne to? Zato, ker nezavedno sporoča in to dela nezavedno. Tle psihoanaliza močna. Sporoča, da je available, na voljo, ne, za pohodne trenutke. Zdaj, bipolarna motnja, hodijo k meni, bi rekel letos, mene 3 z bipolarno motnjo. Sem rekel, kako je pa kaj s seksualnostjo, jo pohote pa ne morem krotiti. Sem rekel, vse vem, to je ena od vaših torej, znanih simptomov bipolarne motnje, faze manije. Zdaj obstaja bipolarna motnja 2, to je hipomanija. Tam je tudi hiperseksualnost, nebrzdana seksualnost, promiskuitetnost, pa še zatekanje k pravu. Ne? Bipolarci, načeloma, če so moški, so agresivni tudi fizično. Ženska agresivnost je pa verbalna in potem, ki zmanjka fizične moči, ima policijo pa sodstvo. In potem se zatekajo bipolarci k sodnemu preganjanju tistega, ki jim gre na živce. Oni nimajo, ne, kot tudi pravi, se mi smo čustvena bitja, zakaj pa ne bi čustveno reagirali? Zato, ker po političnem poslovnem bontonu se to ne sme. Ne, pa jaz bom, pa jaz sem taka, pa bom, ne. Mislim, ona ne more krotiti. Mimo tega, da ženske nimajo nadjaza. To je moralna razsodnost, ko se ženske seksualno spi, pa to svi goli pa košta voli, če ne bo zvedel. Bipolarna motnja ima, jaz sem namignil, da je to simptom določenih bolezni, ta njen tip obnašanja, in potem so rekli, pa se ve, da ima bipolarno. So rekel, kako? Zdaj, Bojan Zalar je tale direktor... Boštjan Zalar. Boštjan Zalar. No, ker je več en Aleš Zalar, no, ta je rekel, mene hoče odžagati, če se prav ne spomnim, mislim, da je tako rekel, dikcijo, ker imamo mi kartoteke tudi poslancev. Ampak zdaj so ga odžagali, ne? Ja, ga žagajo, pa ne vem, je bil ponovno, oni so ga med korono krizo žagali in potem mogoče res odžagali, on se je branil zato, ker mi na psihiatriji imamo kartoteke teh poslancev. Kje se je to branil? Kje je to rekel? Na eni od teh intervjujev, ker načeloma sem jaz na njegovi strani, ker pacienti, ko podivjajo, se jih ne da drugače kot silo. In biti tam nek v službi, v polju, to je zelo težka služba in ko se jim strga, jih mora fizično ukrotiti, dati v prisilni jopič, taka je simptomatika. Ne? Tako da jaz v njegovem, pa še ni psihiater, je klinični psiholog. Ampak nekateri znajo povedati, da je to javna tajna, da ima, mislim, tudi ti si povedal, da je imela Lucijo Mlakar Mulej, zdaj ni več Mlakar, je samo Lucija Mulej, to je neka generacija, neka, ko hoče, ne ve, a bila lepa ali pametna, ob petkih, da je hodila k njej na terapijo. Normalni ljudje ne hodijo kar tako na terapijo. Se pravi, nekaj muči, normalni ljudje tudi ne pstijo 2 dvojčka, pa se ločijo, ne, in cele dneve je v državnem zboru, pa 2 otrokoma, pa materinovanje mora biti na prvem mestu. Pa knjigo piše, ne, napisati eno knjigo, drugo knjigo je napisala v rekordno kratkem času, ali v enem tednu, 14 dni. To delajo v fazi hipomanije. Tisti, ki je hipomaničen, napiše eno knjigo v enem tednu in ta to dela. Normalne ženske s tako simptomatiko otrok, ima ona, so doma pri otrocih. Ne? Če si pa v hipomaniji, pa zanemarjaš materinstvo. Jaz sem imel eno hipomanično žensko. To je znanstveno dokazano. Vsak gre na internet, bipolarna motnja, simptomatika, kaj to delajo. Meni je ena ženska prišla, 3 otroke ima doma, pa je malo lutala po Sloveniji in pa pride k meni, ker ve, da jaz si pa pomagam, pa pro bono sem jim pomagal, si go gospa. Glejte, greva zdaj domov, 3 otroke imate, poslušajte, vi ste malo ranjeni, če mi zaupate, greva zdaj domov, 3 otroci se tam čakajo. In sva to naredila. Mislim, to je bila bipolarna motnja. Vmes mi pa rekla, veste kaj, je bil en neznanec in se kar hotela z njim dol dati. Se rekel, to je simptomatika bipolarne motnje, mogoče bi pa šli na tablete. Pa vi se morate pogovarjati, ker bipolarne motnje se ne da kar tako pozdraviti s tableti, tako kot šizofrenija, recimo, ko nič ne halucinira. To je treba se s pogovarjanjem in s tableti ured spraviti. Zdaj pa nekateri so sami sebi kos, zdaj pa imaš bipolarca na direktorskem mestu, ne?
Jaz imam enega tazga v tem trenutku. On se še s kokainom nabije, ne, pa sem odvisnik. Ne, bipolarno motnjo imate. Vi morate prvi iti na psihiatrijo, pa posledično ne odite na kokainu. Ne, to so te zgodbe, ki jih jaz vidim. In ne upam v akademskem diskurzu tega povedati, ampak ko je pa na tnalu, zdaj pa usoda države, je pa moralno prav, da se mora akademski diskurs, pa da se mora psihiatrija angažirati, pa povedati, pa njeni starši, njen bivši mož, mora povedati, moja žena je taka pa taka, v dobro države je, da gre v bolniško. Zdaj ne vem, kje se izolira, ba je se smuča. Lahko imam pa živčni zlom doma, ne. Mislim, to, kar se je zdaj, ona je umaknila kamere, zamenjala ključavnice, če je verjeti teh enim, ki to poznajo. Zakaj že? Da bi tale, bom rekel, Borivoj Zupan laže do nje prišel. Pa še tako, 4 ure, veš, zakaj je to 4 ure? Zato, ker če sklepam po sebi, ne, bi rekel, v 4 urah se ti 3-krat dvigne. Lahko orgija traja dlje časa. Sorry, ne. Sej, po mojih informacijah hodi tudi mimo teh uradnih zabeležk, ne, pa včasih ga pride predsednica iskati dol pred vrata in ga pelje mimo varnostnikov gor. Ampak to sem te še želel vprašati, v zvezi Urško Klakočar Zupančič, no, pa temi njenimi reakcijami. Ne, zdaj recimo, ko so prišle te zgodbe ven, je ona objavila, se mislim, da je Luži nekaj o tem govoril, je objavila en tekst na Facebooku, ne, ki v bistvu ni ničesar zanikala, ne, samo se je brnila, vrgla je neko tezo ven, ne, tudi na pol teorijo zarote, da so se njej, da obstajajo neke uničujoče sile, ki imajo nalog uničiti njo. Ne. Ob tem, da dobene v teh stvari pa ni zanika. Tudi te javne zlorabe. Emilija Stojmenova duh recept, ne, napadajo me, ker sem ženska priseljenka in tako naprej. Ne. To me je recimo fasciniralo, ne, pa mislim, če bo sam še druga stvar, če boš lahko pojasnil, in druga stvar recimo, da je tudi ni ganilo, ne, v teh odgovorih, ne recimo tista javna objava hčerke bolj razumljena, kot da je ni, ne, pa sama ima otroke, pa tako dalje. Preprosto je to ni ganilo. Ne, da je ni ganilo, Bojan, prosti, sam če prej pol Roma nadaljuje. Ne. Sprožila je celo zdaj medijski stampedo nekih napadov zdaj na to nesrečno hčerko in na družino pač tega kvazi glasbenika. Ne. A to je tudi, kako bi rekel, znak bipolarnih motnj. Ne, človek že tako sam po sebi ima racionalizacije, kar pomeni, da sam sebi to laže, da si kar verjame. Babe so specialistke v tem. Ne? Tok želi videti neko resnico. Dominika Švarc-Pipan je kiksla na to temo, ker je stopila na njeno stran. Jaz sem v tisti aferi bil celo bolj na nekini strani. Dominika Švarc-Pipan, tam se je malo krivica dogaja, po mojem videnju. In je stopila na napačno stran. Ker je bila ona žrtev, zdaj pa Urška je tudi žrtev. Ne, te Urški pripada vse za nazaj. In Urška sama po sebi. Tudi človek, recimo, zdaj te dni si imel tegala Stevanoviča, ne, ta si je take resnice racionaliziral, pa ta nima bipolarne motnje, ima druge osebnostne specifike. To se tudi misliš še vprašati. Sej me boš, ampak on si racionalizira videnje svoje zgodbe, pa svoje vloge, pač celovška, pa tistih protestih, pa COVID, pa tako naprej. Človek ima sposobnost, da nezavedno skozi ego obrambne mehanizme vidi tisto, kar želi videti. Če so pa bipolarci v teh fazah manije oziroma hipomanije, to je malo nižja stopna, manija je fejst, bi rekel, že premaknenost, hipomanija je pa še kar znosna, se ne da kar tako opaziti. Moraš biti fejst pazljiv, da zaznaš simptome, in jaz pač sem, in ko profiliram tudi politike, vidim marsikaj pri teh spornih, tudi ostalih, če jih bomo še, pa tudi pri Kordišu, recimo ta je tudi fejst. In racionalizacija je pač ta ključni obrambni mehanizem, bipolarci se pa še agresivno odzovejo. Oni 100%, če so motivirani, pri šizofrenikih vemo, on vidi nekaj, česar ni, temu se reče halucinacija, ima prisluhe, prizvoke, ta ženska pa vidi, da recimo ta Lija, kaj že, Zuljan, da napačno vidi, recimo, sej načeloma te, ki varajo, ljubice nimajo toliko problem z bivšo ženo, ampak s hčerkami. Ker pravi moški ima raj hčerko kot ljubico, če si ti normalni, imaš raj hčerko kot ljubico. Ne, ona intuitivno, nezavedno ve. O sebi pa absolutno to psihoanalitičnega koncepta razumevanja psihe tale Urška ne ve. Ker enkrat je rekla, potem pa nekdo o meni govori stvari, ki jih še sama sebe ne vem,
o sebi, ne, in iz tega se norca dela. Sej psihoanaliza je ravno zato močna, ker gleda slepe bege, tisto, kar človek o sebi ne more povedati. Resnico o sebi Urška Klakočar Zupančič ne more spoznati. Tisti, ki se pa na to spoznamo, pa lahko njej čuda stvari povemo, pa ne upamo, da ne bomo spet preganjali. Problem je pač v tem, ker to ni zasebna zadeva, ker je ona zdaj pač predsednica državnega zbora, ne, kot je življenje. Zasebno, cela država trpi. Sej, če gremo na začetek. Ne, sam to bi še mogoče dodal, vse to je v bistvu tudi vprašanje zate, ne. Ampak zdaj to ni pa edina ona v državnem zboru, ne. Zdaj imamo tam še Leno Grgurevič. Ta tekmuje, če bo hujša. Imamo Tamaro Vonta, naprimer, pa verjetno še kdo, a to je, mislim, to je cela četica nastala. Lena Grgurevič se mi zdi, da tekmuje, da bo bolj pritegnjena kot Urška. Kira bo bolj, to nezavedno tekmujejo, obe so take malne blondne, obe imajo bujno oprsje in potem Kira bo bolj linčala. Tamara Vonta je tako svoja zgodba, ker ta svojo simptomatiko je pa Jankoviću zagodila, ne, to bi rekel, ima status koristnega idiota, ne, ker včasih naredi nekaj, kar je prav. In takrat, ki je bilo treba Jankoviću nekaj povedati, je to Tamara Vonta naredila. Ampak svoj sadizem ga ne more brzdati. To je ranjenost v strukturi duševnosti. Te vse tri imajo neki deficit, ne samo v moralnem razsojanju, v neki psihični trdnosti. Mislim, Tamara Vonta kot novinarka je čisto dobra. Pa vse tri približno dobro izgledajo, tam neki moški se vzad potikajo, Tamara Vonta ima celo tega okulista meha, celo jaz grem dol. Ok, ampak mislim, ne piše se pa meh. Ne, Tamala njena Lana je pa po očitu se piše, ampak moja mamo sem mu zaupal. Kredibilen mož, ne, ki mora svojo ženo kratiti, žena pa, ko ni bila več v politiki, bi bila županja Krškega. Tam so nek centr z Romije delala, kar pomeni, da se mora sama sebi fejst smiliti, da hoče Romom pomagati. To je tudi simptomatsko. Mi skozi psihoanalizo se veliko vidi. Mislim, zdaj to psihoza, ki jo pa leva scena, ne, dovoljuje. Tle bi Kučan mogel po misu sekati. Te pretegnjene babe treba utišati. Lahko bi to naredil Golob, tam pa še večji greh. Bod ti tih, ko pa ti dela svoji ženi, kam si jo pa ti zaprl, pa kako si bil poročen, pa imel ljubico. On je zadnjik, lahko Urški Klakočar Zupančič karkoli očita, če ima ta iste grehe. Zato bi bil Kučan, ne, če bi imel malo več faličnosti, ne, tako je pa že tam malo tone v pozabo, pa mehni, ne upa si. Oziroma, ne vzame si te moralne pravice. Ima status očeta, bi vsem navil, pa tudi poslušajo ga, ampak tega ne zmore. Musarca je tudi svoja zgodba, No, če bomo doprli. Še tudi pojdemo. Izvoli, Aljoš, samo to, da te spomnim. To se mi zdi, mislim, to je očitno nek simptom, ne, da se naenkrat toliko žensk, ne, za takšno diagnozo, o kateri je zdaj prej Roman razlagal, pojavi v tej poslanski skupini Gibanja Svobode. Ja, to je, se mi zdi, to bi sicer Roman povedal, no, lažje, delna posledica tega, kakve so bile prej razmere, ne. Se pravi, mi smo imeli dve izredne, ne, da ne rečem za to vrstne ljudi kritične situacije, istočasno. Ne. Imeli smo vlado Janeza Janše, pa imeli smo še epidemijo, ne, oziroma pandemijo, ki vemo, da je zaznamovala življenja vseh nas na raznih nivojih in bomo videli tudi, kako bojo prihodnje generacije pa tako naprej, ne, kje se jim bo to vse poznalo. In zaradi teh dveh izrednih stanj, ne, po njihovo pač imajo one zdaj mandat, da lahko počnejo, kar želijo, kar zmotno, ne, tako to jaz vidim, mislijo, da so vsi ti našteti ali pa te naštete bile izvoljene, ker so one tako fajn. Ne? Sej kaj nam v bistvu, jaz nisem psihoanalitik, ampak kaj meni recimo, ko jo gledam, kaj meni sporoča Urška Klakočar Zupančič. Na vsakem koraku, kako je ona fajn in kako jo moramo imeti vsi mi radi, zato ker je ona fajn. Ne? In vse, kar počne na funkciji, počne zato, da bi se imela fajn. Ne? In isto recimo počne Robert Golob in tako naprej. Ne? Se pravi, on še monetizira, ta knjige piše, ne? Se pravi tudi ekonomski vidik, ampak v spredju je to, kako se imam jaz fajn. Hotel sem pa prej, da bi se vrnili na začetek, kje je ona prej bila, ne? Bojan, Roman. Ona je bila sodnica. Zakaj je ona zgubila sodniški mandat? Ne? To že potrjuje to, kar Roman pravi. Ni mogla brzdati jeze. Tako, ni se znala obnašati primerno položaju, ki ga je zasedala. Kaj zdaj počne kot predsednica državnega zbora? Ne? To so objektivne dejstva, ne rabimo mi zdaj v tem, bi rekel, se prepirati, ali mi maramo ali ne maramo, ali nam je politično blizu ali nam ni blizu. Ona se ne zna obnašati na tej funkciji. Ne? In predno je ta zgodba o pač tej njeni aferi, ne, s tem poročenim glasbenikom izbruhnila v celoti na plano, smo mi imeli pričevanje sicer zakrinkanega
varnostnika, ne, na nacionalni televiziji v oddaji Tarča, ki je govoril, da so jim naročili naj zbirajo podatke o teh njenih srečanjih, ne, zasebnih, ki bi za določen del javnosti bili neprimerni. Ne. No, takrat smo si lahko še pač ugibali, kaj bi to lahko bilo. Zdaj ne rabimo več ugibati, ne? Zdaj nam je popolnoma jasno, kaj to je. Zato, ker je pač hčerka tega glasbenika, ne, polnoletna, je pač napisala na družbenem omrežju, zakaj točno tu gre. Ne. Hkrati je napisala točno to, kar Roman pravi, ne, da se je oče odrekel. Mislim, kakšen oče se odreče lastne hčerke. Kakšen oče ima 2 otroka, pa enega priznava, enega ne priznava. Tako rekoč uradno, ne, na družbenem omrežju, na svojem profilu. Ne. Kakšen mož pač, ki očitno vara ženo, če to drži, kar pač vidimo, njej sporoča, da ona ne bo spala v postelji, ampak na kavču, da bo on v postelji spal. Ne? In kakšna družina je to, oziroma kakšni so to ljudje, vključno s predsednico Državnega zbora, da potem te stvari pridejo v javnost in se to v javnosti razglablja. Ne? To so hude travme, morajo biti odzadaj. Ne? In kdorkoli bi bil v to vpleten, jaz verjamem, da so čustva predsednice Državnega zbora pristne do tega človeka. Jaz tudi verjamem, da ona ni odgovorna za to, da on vara svojo ženo. Ampak je pa posredno v to vpletena. Ona ve to, da je on poročen, ve, da ima otroke, ve, kako se do njih obnaša. Ne? In da to vse pride v javnost. In da je tvoja edina reakcija prva najprej, nič ni res, ne? Vsi me neki napadajo, potem pa čista tišina, zdaj pa neki pritlehni napadi preko tretjih oseb, ne? Preko očitno nekih plačanih in naročenih objav na zdaj to družino tega glasbenika. Ne? In to je, tako sem rekel še enkrat, po ustavi druga najpomembnejša persona v slovenski politiki ta hip. Je pa še nekaj vsem, Aljuš pa Roman, no, če greš na Facebook in greš gledati komentarje pod to njeno objavo, Urške Klakočar Zupančič, je tam pa 100 komentarjev, ki so v bistvu neki fascinantne pohvale, ljubezenski zlivi nad Klakočarjevo, dejte jim, povejte jim vse in tako dalje. In tudi vidim tiste komentatorje, oziroma komentatorke, zdaj ne vem, koliko je teh fake profilov, se jim v bistvu fučka, kaj pravi hčerka, ne? Se postavijo na stran Klakočarjeve. Zdaj, lahko da je to vse zrežirano, lahko da je to vse kontrolirano, komentirano in tako dalje, tega pa seveda ne vem. Jaz sem 10 let že maksimalno število 5000 fanov tam in potem sem že videl, da so moje fani tam, sem fekta za prijateljstvo, pozitivno govorili o tej zvezi z Uljanom, jaz sem začrtil. Tuk pritegnili ljudje pa ne bojo moji fani, ne? Pa še tako, jaz profiliram marsikoga, glasbeniki, kateri inštrument igra, tako bi rekel po domači povedan, največji jebači so kitaristi, so narcistično močeni. Ne? To 2 ringelca ima not. To je zdaj neko... Ne, če igra Piccolo, to je res kako. Sem že zakovno potrebovc. Piccolo geji igrajo. Orglice tudi sporni inštrument, ne? Ok, razen če imaš kitaro. To je, dec ne more harfe špilat, ne? To je ženski instrument, tam med nogam šteje tiste dlake, rečem na odru. Kitaristi so pa jebači, pa lezbike. To je kurc, to je kurčenje. Ne? In ta človek ima dolge lase pri 55 letih, koliko je sta 69-letnik. Mislim, trajno si da delati, mislim, rovna si lase, 4 ringlice, enega, če imaš, si bolan frajer, če imaš pa tlele, imaš pa voren kot narcistično motenost. Mislim, jaz bom pustil njega, šank roka definitivno nikoli več ne poslušam, pa so bili dober band, samo včasih ni bil on član. Jaz Nove Gorice, mislim, prestolnica kulture, je imel tam nek masne denarce, tam po ekrana Bor, ne, da je video produkcijo dela, da služi, ne, da so ogromni denarci. Jaz še tam vidim te simptome. To so pa ti stranski učinki te afere. Čaki stranski učinke. Zaradi teh stranskih učinkov, ker je ona proračunski denar stran metala za svojega jebača, da je on služil, da ni bil kastriran, ne, moški brez denarja si brez organa, ne, moš med denar in ona mu je tam. Tle mora ona biti interpelirana, pa odstavljena. Tle mora ene z ozadja reči, zdaj pa samo odstop. Ne? Mislim, zdaj mi teoretiki tih ne smemo biti, ker imamo ljubezen do države. Mi moramo to Slovenijo red spraviti. In brez kritične misli, pa s takimi mainstream mediji, ko se v tem ne razpiše, a je RTV imela prispevek na to temo, Planet TV ga je imel. Ne? Mislim, kje ste zdaj? Delo. Zanj sem dal intervju, si ko se ne boste smeli objaviti. A ne skrbte. Evo, mojega intervjuja ni, ker sem jaz kritični mislec, Roman Vodeb, kje ste zdaj Delo, Dnevnik, Večer, radio, televizija Slovenija?
Okay, poročajo o odzivih Klakočarja na temo, o kateri niso poročali. To je fascinantno. To je leitmotiv slovenskih medijev. Se pravi, ne poročajo o dejstvu, poročajo pa o odzivih na dejstvo. Sam to si vprašal, Bojan, glede teh odzivov ljudi. Ali so zlagani, ali so to neki plačeni komentarji. Verjetno je nekaj tega vmes, ampak jaz mislim, tako kot Roman pravi, to so pač iskreni odzivi ljudi. Ker en del ljudi pač v tem vidi, če Urška Klakočar Zupančič in Boris Zuljan lahko počneta to, kar naj bi počela, potem lahko počnemo to tudi mi. Ne? Kaj je boljšega, kot če ti nekdo, ki je po funkciji, bi moral biti nad tabo, a ne? In moralno, in intelektualno, in ne vem še v kakem smislu, pa vidiš, da je slabši od tebe, ali pa da se obnaša enako kot nekdo tam, recimo na kavču doma, ali pa za šankom. To je super, ne? In to, kar počne ta klika, ki je zdaj na oblasti, Golob, Urška Klakočar Zupančič in tako naprej, je točno to. Vse je dovoljeno, lahko delate, kar hočete, ker mi tudi delamo, kar hočemo. Ne? In s tem čist napačna sporočila dajejo pač ljudem, tudi prihodnji generaciji. Ne? Kako se pride do položaja, kako se obnaša na položaju, kako se zlorablja oblast, kako se služi na račun tega, da si na neki politični funkciji. To so sporočila, ki jih zdajšnje generacije pač študentov in tako naprej dobivajo, in pol se ne gre čuditi, če se bodo začeli vsi enako obnašati, ker se bojo zgledovali po tem zgledu. Ne? Ti isto približno zlagaš nekatere stvari z podobno optiko, kot Miran Videtič, da gre za neko srbizacijo slovenske družbe. Ja, absolutno, vse to vidimo praktično. Srboizacijo. Ja, vidimo praktično na vsakem koraku. Sej ni, bi rekel, kje se je Robert Golob učil politike? Ne? Pri Zoranu Jankoviću. Ne? Vemo, kakšen tip politika je Zoran Janković. Ne zaradi tega pisma zdaj Aleksandru Vučiću. Ne? To je tipično, kot bi rekli Srbi, jaz sem tek juče saznal. Ne? Se pravi, zdaj vsa ta falanga, kvazi civilne družbe in ne vem, teh centrov moči tranzicijske levice je pa zdaj ugotovila po 30 letih, da Zoran Janković podpira Aleksandra Vučića. Ne? Ko je Zoran Janković hodil tedensko k Aleksandru Vučiću, ko je z njim odpiral štadione po Srbiji v njegovi predvolilni kampanji, ko se mu je javno ponujal za pač župana Beograda, niso tega ugotovili, zdaj so pa ugotovili. Sam čakam še, da bojo zdaj naredili neko izjavo za javnost, da so ugotovili, da je Zoran Janković po poreklu Srb. To bo zdaj naslednji korak, verjetno. Kaj hočem povedati? Golob se je pri Jankoviću učil politike. Urška Klakočar Zupančič se je pri Golobu učila politike. Kaj je značilno za srbski tip politike? Točno to, kar Roman prav. Komu ti bolj verjameš? Svojim očem ali meni? Se pravi, oni se obnašajo v nasprotju s tem, kar govorijo pa nam, kako bi se mi morali obnašati. In ko ti pokažeš s prstom na te anomalije, na to, kar počnejo, pa rečejo, ja, ti me napadaš, to so pač neki plačanci, to so neki tuji elementi, to so pač eni, ki nas ne marajo. Janšisti. Ja, janšisti, fašisti, ne vem kaj še vse, mizogini, pozabil sem, ko sem našteval prej, kaj vse so dosežki Urške Klakočar Zupančič kot predsednice Državnega zbora. Bojan Roman, ona je šla na nacionalno televizijo, na soočenje za referendum, kjer je med drugim, to sem tudi pisal v svoji zadnji kolumni, predsedniku razreda Evropske akademije znanosti in umetnosti, pravilni izraz je dekan, očitala, da je mizogin, šovinist in epistemofob. Ja, sej, kaj je hujše, ampak kaj pomeni epistemofob? Se pravi, da ne verjame v moč spoznanja. In to je točno to, kar Roman govori. Da se boji spoznanja. Ja, če bi Urško Klakočar Zupančič zdaj rekel, priznaj, ona ne bi priznala, ker ona misli, da se ne obnaša. Ona misli, da se ne obnaša tako, kot se obnaša in da je to normalno. Se pravi, takrat nihče ni odreagiral. Ni odreagirala univerza, recimo, ni odreagirala akademska skupnost. Zakaj? Pa je pač to političarka na javni funkciji. Ona kot predsednica Državnega zbora vse nas predstavlja. Tudi tega po njenem epistemofoba, ki je dekan Evropskega razreda Evropske akademije, enega razreda Evropske akademije znanosti in umetnosti. Ko pa ti pač na to opozoriš, zdaj pa ti njo napadaš. Pa kliče nate policijo, pa pristojne inštitucije, pa ne vem koga še. Tu je problem. Še eno kratko vprašanje v zvezi z Urško Klakočar Zupančič, pa gremo naprej, ker imam še 3 take situacije, ki sem jih uvrstil nekaj pod psihoanalizo te slovenske politične scene. Sam to še zanima, Roman, zakaj pa potem Urška Klakočar Zupančič hkrati tako rada moralizira, pa delite pridige in tako dalje? To že ves čas pa to. Obračanje v nasprotje. Ravno tisto, kar ni,
obrambni mehanizem, se mu reče obračanje v nasprotje. Svojo hibo obrne sebi v prid, tudi ona je rekla, a boste zdaj svobodo govora cenzurirali? Čakaj malo, ti si na mene policijo poslala, ko si na faktor, kakšne kontradikcije, ona sama s sabo. Ne? Ostale jo pa zrcalijo. Zrcaljenje je tisto, ta pravi izraz psihološki, ko zrcali Lena Gregorovič njena čustva, tekmuje z njo, navzela se norosti. Ja, navzame se norosti. Ona, njen moralni aparat, superego, nadjaz, tudi če ga ima, ne pride do izraza, zato ker je simptomatika, če gre resnično za ta hipomanični del bipolarne motnje, jo onemogoča, da vidi objektivno in da katerokoli resnico shalucinira sebi v prid. Ona je, ko sem jo spremljal, ko se jaz pripravljam, da sem jaz branil na sodišču, pred policaji, ker tam s hlapci mene napada, ne ona, ne, sem jaz mogel naštudirati toliko stvari, ona je v totalni kontradikciji s svojimi izjavami. Ne? Tako da ženska je zelo ranjena in moralna dolžnost njenega moža in njenega očeta in mame je, da ukrepajo, ker cela država trpi. Gibanje Svoboda ji ne more na prste stopiti, nekaj je zastrašilo s Mojco Pašek Šetinc, to je, ona je pokasirala Urško in da se jo Urško skrotili, ne. Zdaj bomo pa videli, kaj bo, ne, Kučan, jaz vedno pravim, strici v ozadju morajo biti, ne samo Kučan, modri ljudje. Jaz recimo enega Golobiča še vsem vidim kot bistveno bolj kredibilnega pa pametnega kot Kučan. Kučan ima samo ta status, da če nekaj reče, drži. To žensko mora edno red spraviti, pa ne samo njo, ne samo Tamara Vonta, Leno Gregorovič. Goloba je treba naglihati. In tukaj v dobro države bi morala recimo Janša pa Kučan skupaj stopiti pa najti kompromis tistega, ki ga ni, kar je sicer tale tvoj sogovornik pa rekel, da je to ozadje, mislim, to sem grede preskočil, mogoče imaš kaj na to temo. V glavnem, zagata je takšna, da ne vem, no. No, sem zdaj pa kar preskočil, ker si začel, ne? Zoran Stefanovič, ne? Predsednik stranke Resnica, zdaj bil je tukaj na intervjuju pred 48 urami, ne? In ena od tez, ki jo je vrgel, je to, da se pač vsa ta slovenska politična scena, slovenska politika odvija v tem smislu, da gre za nek dogovor med Kučanom in med Janšo, ne? In da je žrtev tega dogovora bil tudi on, ker ni zmagal na volitvah leta 2022 in rezultat tega dogovora je to, da je prišel gor Robert Golob. To je zdaj čista teorija zarote. In ko sem ti to povedal, se počujem, uporabil bom tvoje besede, no, tako za boljši štart, rekel si, da se splača Stefanoviča komentirati, zaradi tega, ker si opazil v tem intervjuju, da je celo večji pacient, kot si mislil, da je. Ne? Jaz sem o resnici, ki je angažirala se tam čisto napačnem trenutku tiste oce na Celovško, mislim, to dela psihopat. To ne more tega delati. Tudi tipi simptomov, ki jih ima on, so take vrste. Mislim, simptomi. Ja. On ne more 30 let imeti treninga 10 do 5 pred zoro, pa tam bildati neki, lega glava imaš, da se malo, ko boš zdaj ti... On se vstane, rekel je, da se vstane 10 minut pred 5 zjutraj in da se stušira z mrzlo vodo, da je zajtrkuje in potem gre na trening in to počne 7 dni na teden. Ja, vsak dan 30 let. Lej, pa biti policaj, pa vse tiste, ker mu druge očitajo. Vse je res, da ta eden naročenec piše proti njem, breko neupravičeno tudi, mogoče tam pa tam kaj res. Ampak to, da Rakovec združi leve in desne proti Stevanovič, ker tam v Kranju ga pa vsi poznajo, ne? Če so desni, SDS, je Rakovca podprl, ki je definitivno levi kandidat, ne? Vsi so ga podprli zato, da ne bo ta človek postal župan. Ja. Postal župan in enkrat je mene poklical, a ti res ne smeš gostovati z razočarano gospodinjo pri seksologu v Prešernovem gledališču v Kranju. Bom jaz pomisel daril. In pa ne da bi v glavnem gledališču tam po Primsko, pa Naklo, pa tam okoli gostujem. Sej ima, rekel, prej sem za Kordiša rekel, recimo, ali pa Tamara Vonta, koristni idioti. Kordiš je bil dober, da je Nataši Pirc Musar navil ušesa. Ta Stevanovič je dober, da trezni preveč samošečne politike. Je dober, ampak ta ne sme v parlament. Ampak čigav koristni idiot je potem Stefanovič? Zato, ker tisti, ki se jim trga, ne, ker zdaj
Z Golobom je imel nek duel, mislim pozitiven, ne, ampak zdaj pa vidi, kakšne neumnosti dela Golob in toče po njem, ni mu lojalen, on pove levim in desnim. Določene stvari dobro govori. Mislim to, da Polono Frelih je imel na evropskih volitvah. Mojega prijatelja, res dober, Branko Gradišnik. Ok, Tanja Ribič je moja prijateljica iz otroštva. To ni kredibilna, res da je všeč, ampak ti blondna pa vem, do kam mi seže. Pa ona, Senčar, Maribor, ginekologinja, take neumnosti, ki je ta govorila, se jaz norce delam z nje. Načeloma, tako po imenih je kar lista to, ne? Lista je, ampak jaz nisem rekel, Branko, kako si da to listo prišel? Človek je norost, hendikepiranost ljudi izkoristil, da se je on na ovcah probal infiltrirati v parlament in teorije zarote, ki jih on dela, to je status pacienta. Sorry. Jaz bi se sam na eno stvar tukaj osredotočil. Mislim, da je bil tudi tvoj gost, ne? Enkrat ali dvakrat, ne? Na faktorju, ne? Jaz bi se na eno stvar osredotočil tega, kar je Roman povedal, ne? Ko Roman rekel, v enih delih ima prav in je koristen, ne? Se pravi, kam smo mi prišli, če je recimo predsednik stranke Resnica glas razuma v slovenski politiki? To se moramo vprašati, ne? Te ljudi, za katere pač vi ocenjujete, da so kredibilni ali pa da pač, ne, da so pri sebi, pa da so pri njemu in tako naprej. Zakaj so taki ljudje šli k njemu, ne? Zato, ker drugje pač niso imeli prostora ali pa so imeli občutek, da njihov glas ni slišen, ali da nimajo svojega političnega reprezentanta, ne? To je ta izvirni greh. Jaz ne verjamem, da gre za dogovor med Janšo pa med Kučanom, ne? Tudi eni ljudje verjamejo tudi, da gre za dogovor med Janšo pa med Logarjem, ne? Zdaj v zadnji zgodbi. Po nekih pričevanjih celo Eva Irgl še zmerom verjame, da sta Janez Janša in Anže Logar dogovorjena, ne? Ljuš, kako jaz slišim, njena dolžina to več ne verjame, ona ne bi verjela. Ona pa še verjame, sej pravim, pač zmerom se da verjeti, ne? To ni problem. Ampak naš problem v Sloveniji je to, da vse, kar ni Janša, je zvedeno na to, da ni Janša. Ne? In zato pol pride do recimo ne vem, Glas upokojencev, Pavel Rupar, Zoran Stevanović, Resnica in tako naprej. Ker nič drugega ni. Ker imamo Janšo, potem imamo pa kaj pa je vaš politični kredo, zakaj pa ste vi šli v politiko, kaj pa so vaše vrednote? Ja, da ni Janša. Ne? In nam je vse dovoljeno, sam da ni Janša. Pri Janši je pa vse prepovedano in zavržno, ker je to Janša. Tu smo mi zdaj v taki situaciji. To je različna situacija od recimo po svetu, kjer imaš tudi zdaj nek vzpon tega populizma, nekih novih političnih gibanj. Ta tradicionalna politika je čist zavozla, ne, je čist odsotna, nima več stika z realnostjo, z volilnim telesom in tako naprej. Posebej leva, ne, ker je čist agendo zamenjala. Namesto da bi se borila za pravice pač tistih, ki živijo od svojega dela, se zdaj bori za neke manjšine, ali etične, ali rasne, ali ne vem, spolne, ali ne vem, kire. Ne. Pri nas imamo pa še dodatno to, da je sam važno, da ni Janša. In to je cela ta kukrljeva politika, je, da ni Janša. Ne? To ni dovolj, Bojan, to ni dovolj. Mislim, tudi nekaterim, ki so evidentno na levi, se učita, da so postali janšisti, ne? Pa vsem se učita, da so postali janšisti. Kdo zdaj to v principu določi, ne? Zdaj, ali si janšist ali nisi janšist? Ja, janšisti so vsi, ki zjutraj ne ostanejo z mislijo, da Janez Janša mora zginiti iz slovenske politike, če ne celo pač fizično, da mora zginiti, ne? Da ne bom pregrob. To smo vsi smo pol janšisti. Ne? Ampak tisto, kar je zaskrbljujoče, Bojan, je, da se ta virus antijanšizma se je zdaj razširil še na politično desnico. Zdaj tudi v politični desnici, ko stranke ali pa politični akteri osmišljajo svoj politični obstoj, ga osmišljajo na distanci do Janše. Nova Slovenija, mi smo stranka, ki ni SDS, ne? Ki ima distanco do Janeza Janše. Anže Logar v končni fazi. Ne? Demokrati smo stranka, ki imamo distanco do Janeza Janše. Zdaj, pri Logarju bi lahko rekli, ok, bo vzpostavil ekvidistanco do Goloba pa do Janše, zato ker pač hoče biti na njunem mestu, ne? Se pravi hegemon v slovenski politiki, to ga po mojem mnenju zanima. Ne? Kako zmagati naslednje volitve, postati predsednik vlade. Če gremo gledati, saj taka je moj vtis, moja ocena, on veliko več distance do Janeza Janše kaže, kot pa do Roberta Goloba. Ne? In to je naš paradoks zdaj. Namesto, da bi se mi ukvarjali prvič s tistim, ki je na oblasti, Bojan. Tudi jaz sem se ukvarjal z Janezom Janšo, ko je bil na oblasti in sem bil kritičen do njega, ko je bil na oblasti. Zdaj je na oblasti Robert Golob.
Ampak mi še se zmeraj ukvarjamo z Janezom Janšo. Zato, da ne bi prišel Janez Janša na oblast. To je ta paradoks. Jaz sem se držal ukrepov, pa so rekli, da sem janšist. Kako? Držal sem se ukrepov v COVID krizi in so rekli, da sem janšist. Sosed mi je rekel. Veš, kaj je janšizem? To je alergija na levi. To so oboleli. Vid Janša in dobil alergije imenovano janšizem. Ne tisti pristaši Janše, pa Kunik so oboleli, ki se jim meša in ko, recimo Gibanje Svoboda, koliko ima 14%. Če bi bili ljudje iskreni, 0% ima Gibanje Svoboda s temi kretenizmi. Ampak človek sam se laže, pa svoj ego brani, ker jih je volil in si laže, si racionalizira, pa tam v javnomnenjskih raziskavah 14%. Gibanje Svoboda ima 0%. Urška je politično truplo. To ne morem kamer več jeti. Izjava tedna. Mislim, sorry. Še dva vprašanja imam. Zdaj ta zaostritev te komunikacije med Golobom in zdravniki. Zdaj, te izrazi, ki se pojavljajo, recimo, ker Golob zdaj zdravnikom očita, da so paraziti. Kar je, mislim, je grozljivo samo po sebi, ampak kar je tukaj recimo zanimivo, meni pač, ko tole gledam, recimo Erik Brecelj, ki je predsednik tega strateškega sveta in je celo življenje zdravnik, da ga to nič ne zaskrbi. Recimo, da on, ne vem, Goloba na to ne opozori, Robi, poglej, malo zmanjšaj, malo stanjšaj. Zracionalizira si, to so oni drugi zdravniki. Se v tem je problem, Bojan, ko smo prej govorili o srboizaciji slovenske politike. Ja, zakaj Golob stopnjuje tako? Kdo uporablja take izraze, ta hip v evropski politiki? Predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tisti, ki se z njim politično ali kako drugače ne strinjajo, so zanj vse najslabši, so paraziti. In Golob, ki se bi moral ustaviti že pri dvoživkah, pa se ni ustavil, je zdaj razglasil te zdravnike, ki delajo tudi v zasebnih praksah, za parazite. In kje se zdaj ta parazitizem v praksi kaže? Bom povedal pač pa zdaj svoj osebni primer. Eden mojih otrok je zdaj labil pač neko zahtevno operacijo, ki v primeru neuspeha bi pomenila lahko tudi zaključek športne kariere, čeprav se je komi dobro ta začela. In zdravnik, ki je operiral tega mojega otroka, je dela tudi v zasebni praksi. Ampak ni hotel tam opraviti operacije, ni rekel, pejte vi k meni zdaj tukaj v to zasebno prakso, pa boste prej na vrsti, pa ne vem, kaj pa bo boljše, ampak je rekel, ne, dajmo čakati na prost termin v bolnišnici, javni splošni bolnišnici, zato ker imam tam boljše pogoje za operacijo. Se pravi, če bi on bil res tak parazit, kakor pravi Golob, bi bila stvar obratna. In tako kot pravi Roman, se pravi, namesto da bi priznali sami sebi, da so paraziti, zato obtožuje druge. Glavni parazit ta hip v slovenski politiki je Robert Golob. Ker on edino, kar dela, parazitira. Parazitira na javnih sredstvih, parazitira na funkciji in se ima tam fajn. Če sem prej že uporabil za Urško, pa njen državni zbor, štajerski izraz, Kurbenhaus, za Goloba pa velja Unterhalt. To je tudi štajerski izraz. Se pravi, njemu je smisel tega, da je on predsednik vlade Unterhalt. In tak mu bi lahko rekli parazit. Zdaj pa, da mi ne bi opazili... Samo Unterhalt, pojasnimo gledalcem, ki niso iz Štajerske, to pomeni zabava. Ja, tako, ja. In zdaj pa, da ne bi mi opazili, da je on parazit, pa kaže na vse druge s prstem, pa pravi, lejte parazita. In mi gledamo in se čudimo in zdaj pravimo, pa res, to je pa res grozno. Ampak gledaj, če mi to ugotavljamo, zakaj, Aljuš, če on to reče pred novinarjem, konkretno takrat novinarjem, zakaj ga novinar recimo to ne upozori? Predsednik vlade se mi zdi zdaj korektno, recimo, da vi v tej komunikaciji z zdravniki uporabljate besedo parazit. Bojan, če ti malo cinično odgovorim, zakaj pa se je število preiskovanih primerov na nacionalnem preiskovalnem uradu NPU drastično zmanjšalo pod to vlado? Zato, ker se ve, tako kot Roman prav, če boš preveč glasen, boš nastradal. Sej, mi pišemo pa komentiramo zelo veliko o Golobu. Kaj pravijo ljudje? Ljudje ne rečejo, prav imate, da ste to obsodili, prav imate, da ste ga razkrinkali, pogledajte, kako se obnaša. Ljudje rečejo, pazi, kaj pišeš, pazi, kaj govoriš. Pa novinar ne upa vsega povedati. A si ti zihar, on je močen, čeferini so močni, pazi, kaj delaš. In ta kultura strahu, ki se jo prej skozi Janši učitelj, se je zdaj razširila pod diktaturo Festivala svobode. Se pravi, zdaj je taka popolna svoboda, da si noben več nič ne upa. To je ta paradoks svobode. In tudi nivo teh novinarjev je, po moje, tle vprašanje, ker ti niti ne pričakuješ, da bo predsednik vlade nekaj tasga rekel, da te bo tam šokiralo. In verjetno na to niti ne znajo odreagirati. Ena ne dobi nikoli več, če kaj tasga vpraša, kar bi recimo ti vprašal, on je kalkulira,
kaj ga sme, pa kaj ga ne sme. Ker ne gre kamorkoli, naj pa prišel. Ja, pa še poslovni interes lastnika mora imeti v mislih, ne? Ko smo se zadnjič pogovarjali, zakaj novinarji ne vprašajo, ne? Pač kaj je tistih 20 milijonov ali koliko že pač evrov, ne? Ki jih je GEN-I nakazal na nek račun v tujini. Ne? Se ne vejo, če niso iz tistega denarja financirali njihove plače. To je naš problem slovenski. Se pravi, mi sploh ne vemo, kje vse ta denar je. Sploh imamo občutek, da nekatere vdaje, ne, ali pa nekateri mediji, ali pa nekateri podcasti funkcionirajo v bistvu kot neke medijski kanali, zato da prihajajo tja posamezni politiki in neovirano sporočajo ne svoja stališča, tudi najbolj, bom rekel, iracionalno, ki se mi že na licu mesta malo pobitno, ampak še nekaj bi rekel, izvoli. Mogoče jaz nisem ta parazitstvo čist razložil. Lej, določeni poklici imajo v sebi neko patologijo. Mesari so sadisti, pa kirurgi turd. Največji jebači so rokeri, politiki, univerzitetni profesori, pa zdravniki. To se vsi za nočne izmene. Jaz sem predaval tudi bolnico Šempeter, ko sem še smel predavati, Slovengradec, te top bolnice, Izola. Sem rekel, vi imate tam ene hude, rekel, seksualne orgije v nočnih izmenah. Pa so mi rekli, da glih Šempeter, Trbovlje prednjači. In sem imel eno, ki je hodila k meni, s katerim se pa dol daš zdravnikov v nočni izmeni, v Trbovljah, ne. Tako da Golob zna biti fovš, on je mešetar z elektriko. Tisk ima veliko denarja, ima veliko teh starlet, mislim, ali si parenja, jih imaš pa veliko, pa imaš, ljubice so ohranjevalke zakonov, on bi mogel še kar pri 3 otrokih pa pri žen biti. Tino Gabor me pa ne skrivaj, koliko imajo vsi. In jo imajo vsi, mislim, to so ohranjevalke zakonov. In ta je fovš kirurgom. A zdaj, glavni jebači ste pa veliko denarja bi rabili, Denar bom jaz snel, ko me šetarim z elektriko, to je ta nezavedna misel. In na tem temelji potem politika. Na tem politike temelji na nezavednem. To se drugače ne da razložiti, ker je iracionalno, Bojan, iracionalno je, ker ti nezavedno diktira. Iracionalno je, da ti vodiš vojno proti zdravnikom, Ker eno je, da imaš ti različne koncepte glede pač urejanja zdravstva, ampak mi smo zdaj videli, da tu sploh ne gre za to. Zdaj po 2 letih je absolutno jasno, da tu ne gre za to, ampak gre za neko iracionalno, histerično vojno proti nekim zdravnikom, kamer on projicira vse to, kar pač neke lastne travme, pa to, kar pač on drugim ali zavida, ali se mu zdi, da on sam nima in to v njih projicira. In zdaj on šel na ta nivo, da je rekel, da so ti zdravniki, ki pazi, skladno z zakonom in vse občo prakso, ne samo pri nas, tudi v Evropi, delajo hkrati v javnem pa v zasebnem sektorju, da so paraziti, In njegov državni sekretar na ministrstvu je pa celo rekel, da je to nezakonito. Na nek način jih je razglasil, kot zdaj sami zdravniki pravijo, za kriminalce. Se pravi, v Sloveniji, če zdaj sklenemo, vsak, ki se ne strinja z Robertom Golobom, ali pa ki reče Urški Klakočar Zupančič, da ona se obnaša nedostojno za funkcijo, na kateri je parazit, kriminalc, janšist, fašist in ga je treba prepovedati, zapreti, ne sme več javno govoriti, To je ta družba, ki jo mi zdaj živimo in mi temu rečemo svoboda z velikim S. Dobro, še eno vprašanje, zadnjo, in sicer zdaj ta spopad, ki je bil, smo ga videli, ena od kulminacij spopada med predsednico republike Natašo Pirc Musar in pa Robertom Golobom. Zanimivo, da se je odvil, Golob ga je v bistvu sprožil, in ga je sprožil tik pred sestankom, z predvidenim sestankom z Natašo Pirc Musar, ampak tudi tukaj se mi zdi, da so neki taki elementi precej grobe komunikacije bili. Ker če predsednik vlade učita predsednici republike, da ne dela v dobro države, to je kar hud očitek. Golob je egomanjak, ki ne zna biti tiho, takrat, ko ego vseka. On blebeta neumnosti take, ker nima svetovalcev, oziroma noben ga ne posluša in noben mu ne upa, ali pa noče niti povedati, kaj se sme, pa kaj se ne sme. Oba dva in Musarca, sama se je rekla, da se motijo, da je Gusarca, ki je taka bolj falična ženska moškinja, in ta egomanjak Golob ima ta v nezavednem, en do drugega ogromno zamero. In z nezavednega ven čutita, da morata en drugega spotikati, ga diskreditirati in v objemu nezavednega jebe ta en drugega v glavo. Ta zamera je od kdaj, oziroma od kod, zakaj?
Pa se je v Marto Kos imel Ja, to je to, predvolilna kampanja. Mislim, pač, pa parkrat ga je Nataša Pirc Musar upravičeno probala v red spravljati. Kje boš ti egomanjaka v red spravil, ne? In imata en do drugega ogromno zamere, ki eskalira v takih marginah, teh guverner pa varuhinja, ne, mislim... Pa kdo bo kam šel, kje bo Oba dva imata pa ful velik zdrsov, da tisto, kar en drugemu očitata, je kar legitimno. Zdaj jaz sem Goloba poslušal, kaj očita Nataši Pirc Musar. Legitimno bi bilo, prosti Roman, če te malenko skorigiram, če ne bi to ona dva en drugemu očitala, ne? Ker oba isto počneta, ne? Ja, ampak Golobak sem poslušal, njegov očitek Musarci je legitim, no? Mislim, po moji percepciji... Ne, vsebinsko ima prav, ja. Ona ne zastop, zakaj gre, ampak on pa tudi ne zastop. Ja. To je problem, da imamo zdaj na vseh treh najpomembnejših funkcijah v državi, imamo ljudi, ki ne razumejo, se niso naučili v teh letih zdaj, kaj bi mogli se naučiti in še prenesejo sami sebe. Zakaj je bila Urška Klakočar Zupančič sodnica? Zdaj, glede na njen, bi rekel, karakter pa lifestyle, pa to bi bilo boljše, če bi bila neka odvetnica. Lažje bi je bilo. Kako to, da je to postala? Kdo je v ozadju? Sodnica je bila zato, ker je bila glavna. Ker v njeni sodni dvorani je samo ona tista, ki je bog i batina. In tako vidi zdaj državni zbor. Državni zbor je zdaj njena sodna dvorana, kjer je ona bog i batina. Je pa zanimivo, da se je v svoji karieri, predno je postala pač sodnica, med študijem, oziroma po študiju dokopala do Soroševe štipendije. Se glupa ni, ne? Ne, hočem reči, to je nek zanimiv fenomen. So že prepoznali te njene kvalitete, ki jih zdaj kažejo. Ampak to sem hotel reči, Golob enako, on ne prenese, da bi tu bil še kdo. In ko mu je Urška zrasla čez glavo, jo je discipliniral. Ko je Urška nekje najdla nekih 5%, ne vem kje v svoji globoki podzavesti, da mogoče državni zbor pa ne sme biti zgor izvrševalec volje enega človeka, ampak da je to hram demokracije, je jo discipliniral. In isto, Nataša Pirc Musar pa Robert Golob, ni prostora za oba v Sloveniji, ni prostora za oba, ker vsak od teh lahko funkcionira samo tam, kjer je on edini glavni. Monarh. In to je tudi njihov motiv, zakaj se oni potegujejo za te funkcije, da bi bili edini, da bi bili glavni. Njihov motiv ni, da bi oni delali za to državo, za to skupnost, da bi kaj vrnali za to. Vsi med njimi, posebej Golob pa Nataša Pirc Musar, če bi jih gledali individualno, ona dva sta uspešna v življenju. Nimamo ima kaj učitelj. Uspešna. Kam je pa dal, kja v Idri je bila Jana Nemec Golob? Ampak pač... Ti si uspešen, če imaš ženo normalno. Vredo, ampak je recimo v zmagu volitve, je postal predsednik vlade, je pač bil prej direktor GEN-I-ja in tako naprej. Se pravi, ne moramo reči, da je vse zavozil, česar se v življenju lotil. Ampak kaj je ključno za mene tu? Vse je to zase počel. Niti ne za svojo familijo. In to se zdaj kaže. Urška Klakočar Zupančič ni njej prva familija. Nista je prva ta otroka, ki jih ima iz bivšega zakona. Ampak njen lasten Unterhalt. Bomo naredili Kurbenhaus iz parlamenta samo zato, da bomo imeli lažji Unterhalt. Če lahko Robi, lahko tudi jaz. Robertu Golobu enako, nima pomembna družina, ni njegov, se pravi, jaz se imam zdaj fajn s Totino in to je edino, kar je važno. Nataša Pirc Musar isto, se pravi, jaz bom tle pač zdaj biznisirala, moj mož bo biznisiral s to državo, jaz bom preko svoje odvetniške pisarne biznisirala s to državo, njo pač ta denar očitno motivira, to, ko jaz to vidim, in to je edino, kar je pomembno. Take ljudi smo si mi uspeli inštalirati na vse tri glavne funkcije politične v državi in pa se čudimo, da je stanje tako, kakršne je. Če boš kaj še dodal na kratko, potem počasi, pač pod pritiskom časa moral zaključiti. Mislim, psihoanaliza je veda v nezavednem. In celo politiko mi lahko razumemo, če razumemo nezavedno simptomatiko v nezavednem ključnih akterjev. Egomanjak je, rekel, zapeljan s svojimi kompleksi, to je bil mal mejhen bil človek, sicer je razred preskočil, pa fotra imel, ki ga je usosijo, kamor je bilo treba, dolge lase imel, če si normalen, imel kratke lase, tako ko si, kompleks on zdravi. In je egomanija njegov mainstream v obnašanju. Klakočarka je ranjena z drugo simptomatiko. Nataša Pirc Musar sva bila v polnočnem klubu, sem rekel, Nataša, ti svojega sina igraš svojemu fotru, ima 2 hčerke. Kam boš ti s to ambicioznostjo, te bo te mal Max teta klicu, če boš tu cele dneva sam delala. Bo te mal mama.
Saj na ena si mi povedal. Mislim, zdaj pa jaz vidim, glaš, Harley Davidson voziš, pa to normalna ženska ne dela. Ja, zdaj sina, kot si videl, se to vidimo, no, ga je v bistvu skrivala do predvolilne kampanje za predsednico republike. Takrat je v bistvu šele slovenska javnost spoznala, da ima sina, če pa je bila že da prej na To je neke patološka ambicioznost, funkcije, normalna ženska je dobra mati, vestna In žena. potem zanimivo, sin je takoj kandidiral, mesec dni kasneje na občinskih volitvah za občinskega svetnika v Domžalah, ampak se mislim, da ni bil izvoljen potem. Lej, to je farsa. Meni se tudi ne da, jaz imam glavo za tiste moje Verjetno paciente. je hotel, da bi mama bila ponosna nam, pa bi se malo z njim ukvarjala, pa je mislil, če bo vsaj občinski svetnik, da se bo spomnila, da ga ima. To je grdo, da tako govorimo, ampak tako prav Romana, ne? Pač vsi imamo družine, pač vsi vemo, o čem se pogovarjamo in tudi vsi, ki to poslušajo, imajo večinoma družine in vejo, o čem se pogovarjamo. Dobro, Roman, Aljuš, najlepša hvala za vajen prispevek k psihoanalizi te slovenske politike. Da je gledalke, spoštovani gledalci, to je bila današnja ura resnice, nova pride kmalu, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.